električni potencial. Električni potencial ni pa nič drugega kot normirana potencialna energija. Torej, potencialna energija se zdaj nekako navezuje na naboj, ki se nahaja na nekem mestu. Ta naboj je lahko dvakrat večji, bo potencialna energija dvakrat večji, lahko je pol manjši in tako naprej, lahko je pozitiven, negativen, ne. Je potencialna energija lahko tudi negativna, tudi v gravitaciji to poznamo, če se zmenimo za naše izhodišče, rečemo strop predavalnice, potem je potencialna energija tega telesa negativna, ne. Tako, to se pravi, če sedaj to potencialno energijo naboja delta Q v T1 delimo z nabojem, to se pravi, da normiramo, če potencialno energijo naboja, ki se na nekem mestu nahaja, delimo z množino tega naboja, dobimo pa električni potencial, ki ga označujemo z V, in tukaj zapišemo samo še lokacijo, ne, tega naboja, ki ga zdaj pravzaprav ne rabimo več. No, in zdaj jasno, da če to uporabimo na teh izrazih, ki jih imamo tule, potem je to enako tudi integralu od točke T1 do neskončnosti EDL po katerikoli poti. Po drugi strani je pa to enako tudi 1, 4 pi epsilon nič, integral po vseh nabojih, ki polje povzročajo, dq T črtica z R1. Takole. To se pravi, dobili smo dejansko dva zapisa. Da jaz lahko potencial na nekem mestu dobim tako, da integriram poljsko jakost od te točke po katerikoli poti do neskončnosti, pot si izberem čim bolj enostavno, da je čim manj dela. Druga možnost pa je, da jaz potencial te točke določim kar direktno iz nabojev, ki to električno polje povzročajo. Torej, za prvo in za drugo integracijo bomo mi v naslednjem tednu naredili kupico zgledov, tako da boste nekako se udomačili v teh simboličnih zapisih. To se pravi, skozi zglede nam bodo ti zapisi postali prijazni. Zdajle so še tako, ne? So nam nekako tuji, skozi zglede bomo pa te integracije sprejemali za svoje. No, še označevanje potenciala, če imam tule neko točko A, ne, če imam neko točko A, potem bom pač zapisal potencial kot potencial točke A, to je ena možnost, lahko bom pa to zapisal takole, če je tole neka točka B, bom rekel, aha, podatek za to točko je, rečemo, -7 voltov, rečemo. To se pravi, označevanje potenciala bom vršil na takle način. Zdaj, ta točka je lahko pravzaprav, kaj pa vem, ta točka je morda lahko neko spojišče nekega vezja. Vi ste imeli pri tretji vaji enosmerno vezje in boste z inštrumentom merili potenciale točk v tem vezju. To se pravi, boste ugotovili, da je v tej točki, kaj pa vem, -3 volta, jaz ne vem koliko, ne? Torej, označevanje oziroma zapisovanje potenciala točke v prostoru. Torej, enote pa kot jasno in razvidno opažamo, enote so volti, ne? Sej, to je delo, normirano delo, ne, se pravi Joule na coulomb, to so volti, enako kot napetost.